Od prevar zavarovanji do kreditnih kartic, ljudje vas vsak dan poskušajo opehariti. Želite preprečiti, da bi ostali brez denarja? Bodite zelo pozorni. Sem Josh in v današnji epizodi oddaje Infographic Show razkrivamo 30 najbolj neumnih finančnih pasti, v katere se ujamejo pripadniki srednjega razreda. Številka 30. Po podatkih YouGov iz leta 2022 se je zavarovalniška industrija uvrstila na impresivno 4. mesto med najbolj osovraženimi panogami v Ameriki, takoj za tobačno industrijo, novičarskimi mediji in kabelsko televizijo. In ena izmed teh dobesedno povzroča ljudem raka. Del razloga, zakaj ljudje tako zelo sovražijo zavarovalniško industrijo, so finančne prevare, kot je življenjsko zavarovanje za vse življenje, ki lahko popolnoma uniči tudi dobro situirane pisarniške strokovnjake. Paket življenjskega zavarovanja za vse življenje, za razliko od začasnega življenjskega zavarovanja, ki vas krije le določeno število let, traja od trenutka, ko ga kupite, pa vse do vaše smrti. Takrat izplača zavarovalnino ob smrti in morda celo nekaj denarne vrednosti vmes. Zdi se kot stabilna dolgoročna naložba. Ne, to je tisto, kar želijo, da mislite. Zavežete se, da boste vse življenje plačevali zavarovalne premije, kar vas pogosto stane 8 do 10krat več kot začasna življenjska polica, hkrati pa izplača manj, ko umrete, verjetno zaradi srčnega napada po pogledu na svoj bančni račun. In to je šele začetek. Številka 29. Po podatkih Pew Research Centers, 24% Američanov meni, da je imeti veliko denarja najbolj izpolnjujoča stvar v življenju. Naraščajoči življenjski stroški in pritisk, da bi več varčevali, so prisilili Američane, da upokojitev odlagajo in delajo dlje kot kdajkoli prej. Vsaj malo boste še povečali svoje prihranke, kaj ne? No, to je še ena zahrbtna past, ki vam jo nastavljajo finančniki. Povprečna življenjska doba človeka v ZDA je 79 let. Delajte do 65. leta ali še dlje in morda boste imeli le desetletje, da dejansko uživate v pokoju. Še huje, ta leta so statistično najbolj verjetno preživeta v slabem zdravju in v boju z resnimi boleznimi. Ampak vsaj se boste v službo, iz katere ne morete v pokoj, vozili z nečim lepim, kaj ne? No ne, če nasedete naslednji pasti. Številka 28. To je nekaj, o čemer sanjate kot otrok. Samozavestno vstopite v avtosalon, kupite nov avto in se odpeljete z njim. A to je ena najslabših stvari, ki jih lahko naredite. In vse to zaradi ene besede, ki vsakomur, ki ga zanima finance, požene strah v kosti. Amortizacija. V prvem letu po nakupu novega avtomobila bo njegova vrednost padla za 20%, nato pa bo še naprej padala s časom. Avto velja za novega le, dokler je še na prodajnem mestu, a v trenutku, ko ga odpeljete, postane rabljen in tako se tudi ovrednoti. Ves tisti dodatni denar, ki ste ga plačali, bo izginil v nič. In najhuje, vsi pravijo, da nakup rabljenega avtomobila pomeni, da potedujete tuje težave. Ampak nov avto z vso najnovejšo tehnologijo in visoko nadomestno vrednostjo vas udari še z višjo zavarovalno premijo. In tako se vaš sanjski avto spremeni v nočno moro. Naslednji trend je prepričal milijone, da postajajo bogati, medtem ko jim je praznil denarnice. Številka 27. NFTG ali nezamenljivi žetoni so overjene v verigi blokov, ponavadi grde male ilustracije zasnovane tako, da so edinstvene in naključne. Ljudje so jih kupovali kot špekulativne naložbe, v upanju, da bo redkost zvišala njihovo vrednost. Bili so izjemno priljubljeni v času kriptonorije v zgodnjih 2020-ih. A naslednjič, ko boste videli NFT, si boste prihranili veliko razočaranja, če si ga boste razlagali kot ni finančno vzdržno. Približno 23 milijonov ljudi tega ni vedelo in zdaj sedijo na brezvrednih blockchain JPEG-ih. Po podatkih NFT Scan in CoinMarketCap je skoraj 69.800 od 73.000 NFT zbirk izgubilo vso svojo vrednost, kar je vse, ki so jih kupili, finančno uničilo. Popoln primer je NFT prvega tvita ustanovitelja Jacka Dorseyja. Prodal se je za 2,3 milijona funtov leta 2021, leta 2023 pa je njegova vrednost padla na zgolj 1200 funtov. To je manj kot $2000. In če želite obdržati svoj denar, se morda naslednjič zadržite, ko vidite noro špekulativno investicijsko norijo, ki jo vsi ostali poveličujejo. Naslednja past je nekaj, kar ima večina Američanov že v svojih žepih. Številka 26. Ker je vse tako drago in so plače nespremenjene, ni nič nenavadnega, da ljudje uporabljajo kreditne kartice. Pravzaprav jih ima 82% odraslih Američanov, pogosto celo več. In leta 2025 je skupni dolg na kreditnih karticah v Ameriki dosegel približno $1,28 bilijona. Mnogi se trudijo slediti in plačujejo le minimalne zneske, da bi se izognili zamudnim stroškom. In prav na ta način vas ujamejo. Minimalno odplačilo je pogosto le 2 do 3% celotnega dolga, medtem pa se obresti še naprej nabirajo. To pomeni, da boste sčasoma plačali več denarja.
Fear my budget. Navaha ta primer. Če imate na kreditni kartici dolg $5000 z 18% obrestno mero in vsak mesec plačujete samo minimalno odplačilo v višini $100, lahko traja več kot 30 let, da poplačate dolg. V tem času pa boste odplačali več kot $12000. To je več kot dvakratnik prvotnega dolga. Pomislite na to naslednjič, ko boste odplačevali dolg. In ta počasna izguba ni nič v primerjavi s tem, kar prihaja. Številka 25. Najpomembnejše blago v 21. stoletju je udobje in podjetja so ugotovila, da lahko to izkoristijo. Kaj bi lahko bil boljši primer tega, kot dostavne službe za hrano, kot sta DoorDash in Uber Eats? Še bolj praktično se zdi, če živiš v predmestju. Toda podobno kot odplačevanje kreditnih kartic, je to finančna smrt s tisočimi rezi, če pogledaš le malo bolj podrobno. Morda se ti ne zdi nič posebnega, če si po napornem petku naročiš hrano prek DoorDash, dokler ne ugotoviš, da so izdelki na teh dostavnih storitvah lahko tudi do 39% dražji. In to še preden prišteješ strošek dostave in napitnino za voznika. Obrok, ki bi te v trgovini stal $40, te lahko prek aplikacije stane tudi do $54. Če naročaš večkrat na teden, izgubljaš denar, pa se tega sploh ne zavedaš. A to ni nič v primerjavi z našo naslednjo finančno pastjo. Številka 24. Loterija. To je kot da te udari strela, le da te potisne v nov davčni razred. Američani veliko plačujejo za igro, pri kateri so skoraj zagotovo poraženi. Tvoje možnosti, da te ubije strela, so približno 1 proti 187 tisoč. Tvoja možnost, da zadeneš Powerball, je 1 proti 292 milijonov 200 tisoč. Ni niti blizu. Po podatkih CNBC, polovica Američanov igra državno loterijo in odvisno od vira, povprečen Američan vsako leto porabi med $300 in $1000 za loterijske srečke. Leto. To je denar, ki bi ga prav tako lahko vrgal v vodnjak želja. Seveda je veliko bolje, da ga obdržiš v žepu. In če že govorimo o sanjah, je lahko ameriške sanje ena izmed najdražjih pasti sploh. Številka 23. Srednje razredne sanje so, da imaš v lasti svoj dom in ga ne najemaš. In leta 2024 so bili obroki za hipoteko dejansko cenejši od najemnine, kar pri marsikom verjetno sproži misel na klic na telefon za pomoč v stiski. Vendar pa to prinaša še eno finančno past za lastnike, ki se zdi, da se vsako leto slabša skupaj z inflacijo. Stroški vzdrževanja. Po podatkih revije Forbes so letni stroški vzdrževanja enodružinske hiše približno $10,400 na leto, spet več z 9% letnim povečanjem. Ali ni življenje res popolnoma neusmiljeno? Tudi ko imaš sanjsko situacijo, so tu noro drage pasti. A vendar hiše niso edini nakup, ki ti lahko potiho uniči finance. Številka 22. Morda misliš, da ti hišni ljubljenčki dodajo nekaj dodatnega smisla v življenje, a prav tako zlahka postanejo kot sidro okoli tvojega vratu, ki te vleče v finančno pogubo. Poglejmo si najbolj priljubljenega hišnega ljubljenčka v Ameriki. Trenutno živi v ameriških gospodinjstvih 48,3 milijona psov. Čeprav so koristi lastništva psa večinoma ljubezen in družba, si z nobeno od teh ne moreš kupiti Lamborghinija. Poglejmo si torej resnične stroške lastništva enega od teh štirinožnih zajedavcev. Po podatkih Wall Street Journala se začetni stroški za pridobitev psa gibljejo od $1100 do $4400. Toda to je šele začetek. Imate tudi stroške sterilizacije in kastracije, cepljenj, šolanja, hrane, rednih veterinarskih pregledov, nege in opreme. To skupaj znese med $3000 in $9500. In potem pride še čas za zavarovanje hišnega ljubljenčka. In če si želite več kot enega hišnega ljubljenčka, lahko vsem tem številkam dodate ustrezne množitelje. Zdaj bomo govorili o stroških skozi celotno življenje. Številka 21. Ste milijonar? Verjetno ne. Ampak ste vedeli, da če ste zagrizen kadilec, lahko v svojem življenju za cigarete porabite celo do $1,600,000. In ta podatek je izšel leta 2016. Če upoštevamo inflacijo v zadnjem desetletju, bi lahko zdaj govorili celo o $2 milijonih. Če pa je alkohol vaša zakonita izbira za sprostitev, vas bo tudi ta finančno izčrpal. Pandemija je močno povečala porabo alkohola, v nekaterih ameriških zveznih državah celo za 20% do 40%, tako da posel cveti, če ga slučajno prodajate. Leta 2022 je povprečen Američan vsako leto porabil $583 za alkohol. Tudi če zamahnete z roko nad začetnimi stroški cigaret in alkohola, pravi strošek pride kasneje, ko njune posledice za zdravje povzročijo osupljivo visok svetovni račun za zdravstveno varstvo. Boljše je, da svoje navade omejite že zdaj, zaradi svojih financ in prihodnosti, ne glede na to, kako cool mislite, da izgledate s tisto cigaro in kozarcem viskija. Naslednja stvar vas ujame, ne da bi se tega sploh zavedali.
Številka 20. Netflix, Amazon Prime, Disney+, Hulu, HBO Max, Peacock. In to je še vedno le delček pretočnih storitev, med katere je danes razdrobljena zabavna ponudba. In vse to postaja vedno dražje. Dejansko je revija Forbes ugotovila, da so pretočni paketi v letu 2025 postali za 44% dražji. Povprečen Američan porabi nekaj več kot $42 na mesec za pretočne storitve, kar znese nekaj več kot $500 na leto. In ali sploh redno gledate polovico storitev, ki jih imate? To je še en razlog, da vse to zmanjšate in si ogledate več brezplačnih videoposnetkov Infographic Show tukaj na YouTubu. Številka 19. Aplikacije za igre na srečo trenutno povzročajo finančno in zdravstveno krizo po celotnih ZDA zaradi omiljenih zakonov o igrah na srečo. Ljudje stavijo na šport, volitve in celo na ključne svetovne dogodke. Včasih porabijo na $1000 na leto, pogosto brez ali z zelo majhnim dobičkom. Nacionalni svet za problematično igranje na srečo ocenjuje, da ima približno 2,5 milijona odraslih v ZDA resne težave. Še dodatnih 5 do 8 milijonov ima pomembne težave. Če se znajdete med temi ljudmi, vas to lahko stane prav vsega. In ravno ko mislite, da ste se izognili očitnim pastem, vas čakajo pogodbe preoblečene v priložnost. Številka 18. Redka metoda, kako narediti prvi korak do lastniškega doma, je najem z možnostjo odkupa. To vam omogoča, da z vsakim plačilom najemnine gradite lastniški delež, dokler hiše ne postanete popolni lastnik. Čeprav se zdi kot dobra ponudba, obstajajo nekatere velike finančne pasti, na katere morate biti pozorni. Pri nepoštenem prodajalcu bi lahko vaša plačila preprosto pospravil v žep ali jih uporabil za plačilo svojih davkov in hipotek, dolg pa bi prenesel na vas. V skrajnih primerih bi lahko celo oddal ali podnajemal nepremičnino, pobiral dodatni denar, medtem ko vi ne dobite ničesar. Če se odločite za najem z možnostjo odkupa, se najprej dobro pozanimajte. Saj ne more biti še slabše, kaj ne? Pa še kako lahko. Številka 17. Kaj je bolj srednjerazrednega kot imeti čoln na svojem dovozu? Čeprav je to za mnoge statusni simbol, je lahko tudi velika finančna luknja. Čolni namreč izgubljajo vrednost prav tako hitro kot avtomobili, poleg tega pa je to lahko zelo drag hobi. Zavarovanje čolna je lahko drago, stroški vzdrževanja pa so lahko precejšnji. In če ga želite imeti v pristanišču, namesto na prikolici pred svojo garažo, bo najem priveza stalni strošek. In koliko ga boste dejansko uporabljali? Res? Zdaj pa ena največjih prevar za brezupne romantike. 16. točka. Gre za tradicijo staro kot čas sam, da za velik diamantni prsten za zaroko porabite 2 svoji mesečni plači. A v resnici ni tako stara, kot si mislite. Stara je šele od leta 1947, ko je podjetje De Beers Diamond Company ustvarilo to novo tradicijo. Pred 40 leti prejšnjega stoletja je le 10% nevest dobilo diamantni prsten. Do 90 let prejšnjega stoletja jih je bilo že 80%. Namesto da zapravite 2 mesečni plači za navaden diamantni prsten, raje porabite nekoliko manj za nekaj osebnega in se ne spravite v bankrot zaradi enega kamna. In dolgovi se kar vrstijo. 15. točka. Pripadniki srednjega razreda so karieristi. Želijo si priti do priložnosti, tudi če to pomeni finančno izkoriščanje. Zato je ena največjih prevar danes prav prijava na neplačano pripravništvo. Ljudje vam pravijo, da je to dragocen način za pridobivanje izkušenj in gradnjo poznanstev v industriji. Toda, če je čas denar, si zaslužite biti plačani za svoj čas in trdo delo. Zdaj pa nekaj, kar vas ne bi smelo presenetiti. 14. točka. Vsi vedo, da jih v bolnišnici ogoljufajo. To je stalnica vsake šale na ta račun. Tudi rutinski posegi so lahko presenetljivo dragi, še preden pride do večjih zdravstvenih dolgov. Tukaj je majhen življenjski trik v obliki infografike za vas. Zahtevajte podroben seznam stroškov na računu, kjer vam bodo morali povedati, zakaj vse vam zaračunavajo. In potem boste videli, kako velik del računa čudežno izgine. Računi pa se še naprej kopičijo. Številka 13. Moda se hitro spreminja in nenehno kupovanje poceni trendovskih oblačil lahko stane več kot vlaganje v nekaj kakovostnih kosov, ki trajajo leta. Oblačila postajajo vse dražja. Povprečni kosi stanejo tudi $17 ali več. In to je problem. Nova oblačila predstavljajo 2,3% povprečne letne porabe Američana. Kupujte kakovostna oblačila, prihranite denar in hkrati zmanjšajte količino odpadnih oblačil. Vsi imajo korist in to je samo vaša garderoba. Počakajte, da govorimo o stroških, ki vas lahko preganjajo desetletja. Številka 12. Bi porabili $33,000 za počitnice, ki trajajo en sam dan? Verjetno ne. Toda ljudje se redno zadolžujejo za poroko, katere povprečni strošek je prav toliko, pri čemer 40% odpade samo na najem prostora za slavje in pogostitev. Se res splača? Ne pravimo, da se ne bi smeli poročiti, le da bi morda morali imeti bolj razumen proračun, če nočete, da vas še leta preganja finančni duh zakona. Veste, dolg bo z vami, dokler vas smrt ne loči in tudi takrat ne morete pobegniti. Številka 11.
Ena izmed najtemnejših finančnih pasti, v katero ljudje padejo, je smrt. In izkaže se, da je smrt neverjetno draga. Po podatkih Univerze v Pensilvaniji lahko zadnji mesec vašega življenja v bolnišnici, če vi ali vaš bližnji umrete po dolgi bolezni, stane že do $32,400. Dejanski stroški pokopa so lahko okoli 7,800, z upepelitvijo pa boste prihranili nekaj denarja, saj stane 7,000. In ko pride do urejanja pravnih zadev glede premoženja pokojnika, vas čaka še nekaj tisočakov več. Tudi smrt vas ne more rešiti kapitalizma. Ampak poglejte, kaj se dogaja, ko ste živi. Številka 10. Načrti kupi zdaj, plačaj kasneje vam omogočajo financiranje nakupov in plačilo na obroke. Zdi se kot precej dobra ponudba. To lahko celo naredite na PayPalu. Ampak pod površjem se skriva nekaj temnega. Nekatere od teh pravnih storitev ponujajo kreditne limite do $30,000 in do tega denarja je lahko priti. Tudi če vam uspe dobiti ponudbo brez obresti, boste v primeru zamude s plačilom pristali v svetu finančnih težav, ki vas bodo spremljale do starosti. In ko boste stari, vas čakajo nove finančne pasti. Številka 9. Starost doleti vse nas in takrat moramo skrbeti zase ali za starejše sorodnike. In v tem plenirskem sistemu, ki ga imenujemo Amerika, to lahko vodi v precej brutalno finančno past. V luksuznih domovih za upokojence je mediana stroškov oskrbe $5,900 na mesec, dodatne storitve pa lahko to zvišajo na $20,000 na mesec. In tudi to vam še ne zagotavlja nujno dobre kakovosti oskrbe. To je lahko kruta industrija in znak dejstva, da naša na produktivnost osredotočena družba starejše odriva na naš račun. Večina ljudi tega ne bo opazila, dokler ne bo prepozno. Številka 8. Zdravstveno zavarovanje je še ena izmed tistih pasti, ki se jim žal res ne morete izogniti, saj so vaše življenje in dobrobit uporabljeni kot vzvod proti vam. Plačevali boste mesečne premije za zdravstveno zavarovanje, za primer, da zbolite ali se poškodujete, vendar pogosto v resnici plačujete več in dobite manj. Ponudniki zdravstvenih storitev se zavarovalnicami dogovarjajo za višje cene, kot če bi plačali z gotovino. Ali ni ta sistem čudovit? Številka 7. Recite temu kliše, ampak če se ponudba zdi preveč dobra, da bi bila resnična, skoraj zagotovo tudi je. Vržete nekaj denarja in vam nekdo obljubi, da ga bo hitro početveril. No, morda ste pravkar naleteli na to, čemur strokovnjaki pravijo visokodonosni investicijski program ali HIP. Te neregistrirane naložbe ponujajo šokantna izplačila, takšna, ki bi prestrašila vsakega izkušenega vlagatelja in pustila le najbolj naivne. In kmalu bodo ostali brez tistega malega denarja, ki ga lahko pogrešijo. Če vam nekdo ponuja enkratno investicijsko priložnost, zadevo temeljito preverite, sicer morda nikoli več ne boste vlagali. Misliš, da si varen pred prevarami? Premisli še enkrat. Številka 6. Ko se gospodarstvo slabša, ljudje iščejo načine, kako ublažiti stisko, in takrat se pojavijo posojilodajalci do plače. Vse pogosteje posamezniki s srednjimi in višjimi dohodki, ki iščejo hitro gotovino, skočijo naravnost v ta finančni mešalnik. Tudi če vzamete posojilo v višini $500 do $1,000 z letno obrestno mero od 300 do 500%, v primerjavi s 15 do 30%, kolikor znaša povprečna obrestna mera kreditne kartice, boste kmalu v resnih težavah. Izogibajte se posojilodajalcem do plače za vsako ceno. Številka 5. Čeprav tvegam, da bom zvenel kot tvoj pijan stric za božič, moraš res paziti, s kom se poročiš. To je lahko najslabša odločitev v tvojem življenju. Ločitve so cvetoča industrija, ki vsako leto prinese okoli $50 milijard. Koliko te lahko ločitev uniči, je odvisno od tvojega osebnega premoženja in posebnosti razhoda. To ni naša stvar. Na splošno pa je srednji strošek $7,000, povprečni strošek pa med $15,000 in $20,000. In to še preden sploh prideš do sporov glede premoženja in skrbništva nad otroki. Obstaja pa še ena na videz nedolžna in značilno srednjerazredna odločitev, ki vas lahko finančno preganja do konca življenja. Številka 4. Študij na fakulteti je bil nekoč obred prehoda za vse iz srednjega razreda, a danes, ko je prebivalstvo bolj izobraženo kot kdajkoli prej, diploma ni več vredna toliko kot nekoč. V prenesenem pomenu besede se je v finančnem smislu dražja kot kdajkoli prej. Po podatkih pobude Education Data Initiative, povprečni strošek študija v ZDA znaša nekaj manj kot $38,300 na študenta na leto, vključno s knjigami, pripomočki in vsakodnevnimi življenjskimi stroški. Nekako tako, kot da bi imel 10 hišnih ljubljenčkov s hudimi zdravstvenimi težavami hkrati. In potem pride še dolg iz študentskih posojil. 42,3 milijona Američanov nosi skupno 1,81 bilijona dolarjev dolga. Povprečni dolg izposojenega posojila znaša skoraj $39,400, vendar boste zaradi čudovite moči sestavljenih obresti morda odplačevali ta dolg vse do izplačila vaše police do smrtnega življenjskega zavarovanja. Kljub temu obstajajo 3 finančne pasti, ki so še bolj neumne in še slabše.
Številka 3. Vzemite vsako finančno past običajne fakultete, jo podvojite in na to dodajte še tveganje skoraj nič vredne diplome. In to je realnost profitnih fakultet. Te zasebne ustanove znižujejo stroške poučevanja, ker dobiček gre neposredno lastnikom. Študenti na teh šolah dvakrat pogosteje ne odplačajo svojih pretiranih posojil kot tisti, ki obiskujejo običajne fakultete. Po podatkih časopisa The Guardian se je med letoma 1995 in 2015 vpis na profitne fakultete povečal za več kot 460%. Obljubljajo nižje pogoje za vpis kot krinko za slabo poučevanje, brez vredne diplome in skrite stroške. Izogibajte se jim kot kugi. Tukaj pa postane stvar resna. Druga točka. Ste si kdaj želeli biti svoj šef? Veliko ljudi si tega želi, v upanju, da bodo pobegnili iz vsakodnevne rutine in si ustvarili finančno neodvisnost. In podjetja z večnivojskim trženjem ali MLM-i izkoriščajo prav ta občutek. MLM-i so prodajna podjetja, ki vas novačijo, vam prodajo zaloge, ki jih nato prodajate naprej, nato pa vas spodbujajo, da zaslužite tako, da novačite nove prodajalce v svojo mrežo. V bistvu so to plenilska podjetja, ki prodajajo koncept prodaje. Nekatere izmed najslabših teh podjetij so dobesedno nezakonite piramidne sheme, ki vas bodo pustile z garažo, polno presežnih izdelkov in skoraj praznim bančnim računom. Dajali vam bodo visoke obljube o ogromnih zaslužkih, ki jih lahko dosežete z njimi, vendar boste lahko ustvarili dobiček le, če boste tudi sami postali plenilski in začeli v prevaro vlačiti še več nesrečnih ljudi. Po besedah Gerarda Brodja, predsednika Komisije za osnovne storitve, obstaja dobesedno 99,7% verjetnost, da boste izgubili denar. Skoraj nič, razen jutrišnjega sončnega vzhoda, ni tako gotovo, zato se temu izognite za vsako ceno. Zdaj pa k največji finančni pasti. Številka 1. Ko gre za prevare, ki vas bodo popolnoma izčrpale, nič ne presega popolne nočne more, ki je pogodba o časovnem zakupu. To je v bistvu skupna počitniška hiša. Uporabljate jo del leta, drugi jo uporabljajo preostali čas, zato so stroški teoretično nižji kot najem kraja, ki bi ga obiskali le občasno. Težava je v tem, da plenilska podjetja za upravljanje to izkoristijo kot način, da vas vežejo na pogodbo, ki je v njihovo korist. Medtem pa vas popolnoma oberajo stroški vzdrževanja in upravljanja nepremičnine, ki jih lahko po lastni volji zvišujejo, kadarkoli želijo. In medtem ko vam praznijo bančni račun, boste komaj da uporabljali to nepremičnino, saj se vi in vsi drugi kupci borite za iste najbolj zaželene počitniške tedne. Vsi izgubljajo, medtem ko podjetja za časovni zakup služijo na polno. Če vam kdo poskuša prodati apartma v časovnem zakupu, se obrnite in bežite stran. Zdaj preverite, kdaj ekonomisti napovedujejo zlom ameriškega gospodarstva. To je datum, ali pa si oglejte to.